Lepo pozdravljeni. V tokratnem pogovoru predstavljamo roman Akacijev gozd Fulvija Tomice, ki je pred kratkim izšel v zbirki Prevodi iz svetovne književnosti pri Slovenski matici v prevodu Primoža Sturmana. Primož, dobrodošel. Ja, najlepša hvala za povabilo. Začneva kar z avtorjem. Fulvio Tomica, istrski pisatelj, kot mu pogosto rečemo, je avtor, ki ga v slovenskem prostoru ni potrebno posebej predstavljati. Veliko njegovih romanov je že prevedenih v slovenščino. Poleg tega pa nam je morda blizu tudi zato, ker se v svojih delih dotika usode slovenske manjšine v Trstu, kot na primer v romanih Obiskovalka in Mlada poročenca z ulice Rossetti. Tomica je sicer avtor več kot 30 del, romanov, zbirk kratke proze, esejističnih knjig, knjig za otroke. Debitiral je z romanom Materada, ki je izšel leta 1966 pri italijanski založbi Mondadori. Poleg Materada morda omenimo še romane Boljše življenje, Zlo prihaja s severa, Beneško dedinjo, kot morda njegova najbolj znana dela. Veliko njegovih del se uvršča v zvrst zgodovinskega romana, zelo pogosto pa opoveduje tudi zgodbo o istrskih ezulih, se pravi o beguncih, ki so bili prisiljeni po vojni zapustiti svoje domove. Lahko rečemo, da je Tomica v svojih delih, še bolj deklarativno morda v njegovih svojih predavanjih, glasnik medkulturnega dialoga, posebej na obmejnem prostoru, kjer je sobivanje različnih identitet še bolj neposredno in zaradi tega morda tudi potencialno problematično, zahtevno. Omenimo še, da se Fulviu Tomici vsako leto poklonijo na Primorskem, in sicer srečanji, ki potekajo pod geslom Forum Tomica in ki se odvijajo med Koprom, Umagom in Trstom, se pravi v krajih, ki so zaznamovali pisateljevo življenje in delo. Pred približno 10 leti, Primož, si tudi sam sodeloval na teh srečanjih, in sicer prav z referatom, ki je bil posvečen recepciji Fulvia Tomice v slovenskem prostoru, pa bi te uvodoma vprašala, kako sam vidiš tega avtorja in premišljevalca danes, kako je prisoten v zavesti Slovencev, ga beremo, predvsem pa slišimo sporočilo njegovega opusa. Ja, najprej bi začel z dvema osebnima spominoma na Tomico. Prvi je segal še v moja otroška oziroma rosna leta, ko je šel njegov roman Mlada poročenca z ulice Rossetti, sicer v italijanščini, to je bilo leta 1986. In kot otrok se spomnim, da so se starši oziroma dedek so se dosti pogovarjali o tem romanu. Glej, Tomica, torej nek italijanski avtor, italijanski, bom rekel, po kulturi, po izbiri, po krvi se je on imel za nekaj vmes, tudi v slovansko kri, torej da se je šel ukvarjati z eno temo, ko je striktno manjšinska. Drugi spomin pa je iz leta 1999, maja, ko je on umrl. Jaz sem se takrat pripravljal na maturo in nek kviz smo imeli v priredbi državnega sedeža Rajzofona, Julijsko krajino, in eno od vprašanj je bilo prav glede Tomice. Torej, moram reči, Tomica je zaznamoval moje življenje, tudi moj intelektualni razvoj. Vedno sem ga imel kot avtorja, ki mi je zelo blizu, ne samo zaradi tega, ker je opisal slovensko narodno skupnost v Trstu, torej se je znal v svojih delih, ki si jih ti naštela, bi dodal recimo še roman Frančiška, ki se dogaja tudi v Trstu, protagonistka je Krašovka, torej otrok kraških staršev, ki se rodi prav v začetku 20. stoletja. Torej ne samo zaradi tega, ampak kot rečeno, zaradi njegove obmejnosti, zaradi tega, ker je vedno zagovarjal sožitje med narodi in tudi, ker je bil sam del tega, torej on je bil eden od tistih redkih, ki se po drugi svetovni vojni niso odločili, kaj bojo. Marsikdo se je odločil, da bo Italijan, tudi če je imel pač slovanske korenine. Tisti, ki se je odločil, da bo naprej Slovenec oziroma Hrvat, vsaj v Trstu, je imel zaradi tega seveda težje življenje, verjetno je bilo na nasprotni strani, torej v coni B v Jugoslaviji, tako da je Tomica prihajal ostati Italijan, nekaj težkega, medtem ko je on stalno nihal med
med eno stranjo meje in druge, ki je zarezala v ta prostor. Ne smemo pozabiti, on se je formiral ne samo v Kopru, ampak tudi v Ljubljani in Beogradu, torej imel neke zelo močne stike, neke zelo močne intelektualne izkušnje tudi s slovenskim oziroma rekel slovanskim svetom, ki so ga formirale. In jaz sem potem leta 2010, ko si je rekel, nastopil na forumu Tomica, takrat oziroma na povabilo Milana Rakovca, ki je rekel, da je malo raziskati, kaj je bilo takrat, ko je Fulvio Tomica izdal recimo te knjige o mladoporočencih ulice Roseti, kako je vse to skupaj odmevalo v slovenski narodni skupnosti v Italiji. Sem šel potem takrat iskati arhivske časopise, recimo Primorski dnevnik, takratni Novi list, tudi Katoliški glas, Mladiko. Recimo se spominjam odziv Ljubke Šorli, pesnice, ki se je malo obregnila v to dejstvo, češ zdaj nekaj objavljati, neka pisma, ki niso pisana za javnost, to se pač ne dela in tako dalje, ampak nasplošno moram reči, da so bili odzivi še kar pozitivni in dejansko mnenje, ki je prevladalo, je bilo to, da je Tomica takrat naredil nek poseg v slovensko književnost od zunaj, torej v slovensko tržaško književnost od zunaj. In bom rekel, jaz sem se Tomice lotil zelo postopoma. V reviji Kras je leta 2010 izšel prevod neke njegove krajše zgodbe, niti ne novele, nekega razmišljanja o Krasu, ker je Tomica prihajal z Krasa, torej v okolici Buj, ker je on doma je kraška zemlja, potem ko se je preselil v Trst, je tudi imel zelo rad tržaški Kras in je primerjal te dve stvarnosti, kje sta podobni, kje sta si različni. Potem leto kasneje revija Literatura objavlja prevod tudi neke ne avtobiografije, ampak avtobibliografije, če lahko tako rečem, v kateri je Tomica pisal, kako so nastajala njegova dela, to mi je bilo tudi zelo zanimivo prevajati. Zanimivo pa je bilo tudi, da sem jaz ta prevod začel in v glavnem tudi končal leta 2010, ko se je zgodil nek pomemben mejnik v zgodovini Trsta, v zgodovini Slovencev, Hrvatov in Italijanov, torej v zgodovini vseh teh treh narodov, ki so pač živimo ob severnem Jadranu. In sicer takrat je bil koncert Riccarda Mutija na trgu Unità in vsi trije predsedniki, takrat pač Danilo Türk, Giorgio Napolitan in Ivo Josipović, so se poklonili pred Narodnim domom v Trstu in pred spomenikom istrskim eksodusu na trgu Libertà pri tržaški železniški postaji. In lahko rečem, zdaj ko gledam nazaj na to dobro desetletje, da ta prevod nastal prav v duhu tistega časa. Torej sem hotel s tem prevodom nekako razširiti svoje obzorja in pogledati malo tudi na drugo stran. Pač Slovenci v Trstu smo tradicionalno morali vedno braniti svojo identiteto pred tem italijanskim nacionalizmom, medtem ko je zgodba akacijevega gozda obratna od naše, bomo rekli, torej tukaj gre za družino, ki se je odločila za umik iz svojega miljeja, torej iz svojega naravnega domačega okolja in je šla v neko okolje, ki je bilo tuje. Torej, zanimal me je predvsem ta vidik tistega drugega, nekoga, ki je na drugi strani. Hvala, Primož. Če ostanemo še nekoliko, oziroma če se najprej dotaknemo sloga tega romana in potem preidemo na samo zgodbo. Ustvarjalni opus Fulvia Tomice je zelo raznolik, kot smo prej omenili. Če pa bi vendarle skušali poiskati nek zelo splošen skupni imenovalec, bi lahko rekli, da v njem pripoveduje pravzaprav tradicionalen pripovedni slog. Recimo smo že omenili zgodovinske romane z nekim zelo jasnim dogajanjem, časovnim lokom, jasnimi razmerji med protagonisti in tako naprej. Akacijev gozd, ki je pravzaprav njegov najtanjši roman, lahko bi mu tudi rekli novela, del trilogije, kot bomo potem še povedali, pa razkrije neko povsem drugo razsežnost
njegovega opusa in je tudi recimo za bralce, ki poznajo njegovo pisanje, veliko odkritje. V tem romanu je pravzaprav zunanjega dogajanja bistveno manj, kot smo ga vajeni pri Tomici, zelo veliko pa je dogajanja v notranjosti protagonista, ki pa zanimivo ostaja pravzaprav anonimen od začetka do konca pripovedi. Spoznavamo ga lahko pravzaprav samo s pomočjo nekih fragmentarnih vtisov, nekih občutij, ki so upovedani v glavnem skozi neke skice iz narave. Narava ima tudi tukaj eno zelo pomembno mesto. Med branjem dobi pravzaprav človek občutek, da vse opazuje skozi kopreno Samskega. Kot da se nič ne dogaja zares, ampak vse skozi en filtriran čustveni svet, zelo bogat čustveni svet tega prizadetega, lahko rečemo, protagonista. V spremni besedi, zelo pronicljivi spremni besedi, Katarina Marinčič to delo umesti v kontekst novega romana. To je smeri, ki se je oblikovala v 60-ih letih prejšnjega stoletja v Franciji in ki nekako izhaja iz teze, da je razmerje med človekom in svetom enostransko. Se pravi, zunanji svet je neko mrtvo prizorišče, neodzivno prizorišče, ki ga človek lahko samo opisuje, skozi opisovanje ga nekako priklicuje. Ampak to opisovanje je v najboljšem primeru neosebno, nadosebno, mogoče celo na nek način mehansko. Zanimivo je brati Akacijev gozd res skozi optiko te trilogije. Akacijev gozd je zadnji del trilogije, ki vključuje še 2 romana, Materado, ki je že prevedeno v slovenščino, in Dekle iz Petrovje, ki bo, tako si želimo, prevedena v slovenščino kmalu. Tako da bi lahko pač dejansko brali ta tekst skozi prizmo 2 ostalih knjig in tako dejansko še bolj začutili to posebnost pravzaprav njegovega sloga. Če se mogoče samo dotakneva te specifike romana, se pravi tega modernega pristopa, kako si najprej sam kot bralec pravzaprav vstopil v ta tekst, ne? Odločil si se, da boš prevedel prav to knjigo. In kako je pravzaprav potem steklo prevajanje? Ja, odločil sem se tudi zaradi njene tankosti, v smislu, da sem takrat se tudi malo bal, daljših besedil, predvsem Tomice, ki je zahteven. In torej ta knjiga ni bila prevedena v slovenščino. In kaj je še bilo takrat? To bi rad poudaril, da je Tomicov opus v zadnjih letih množično oziroma v zelo veliki meri bil preveden v hrvaščino in to po zaslugi Nevena Šumoviča, torej direktorja mestne knjižnice Umag, ki je na 2 leti zaupal prevajalki Loreni Moniki Kmet vsake 2 leti pač neko Tomicovo delo. In potem so jih v par letih prevedli precej, torej 5 ali 6, če se ne motim. Jaz sem se tega romana lotil tudi že samo zaradi naslova, ki mi je bil pač zanimiv. Težave so pa bile v tem, da je njegov ritem zelo počasen, ne? In torej, da je pač veliko teh opisov, da se nekatere stvari ne bo neko ponavljajo, ampak da so nekateri opisi zelo, zelo natančni in to je seveda del zgodbe, je seveda del tega romana, ampak je bilo treba biti pri prevodu pač zelo natančno in sem stalno nihal med dobesednim prevajanjem, torej zvestobo originalu in neko bolj konkretno poslovenitvijo. In zato me je ta roman, tudi če je kratek, kot sem rekel prej, predstavljal svojevrsten izziv, zelo močen izziv. Kot sem rekel, je besedilo nastalo leta 2010 in verjetno ni slučajno potem, da je moralo toliko časa čakati na izid, moralo malo odležati, sem ga moral večkrat vzeti v roko. Bi poudaril, da je poleg mene, ki sem tu napisan, marsikdo še šel skozi ta tekst, predvsem kakšna ženska roka, kakšno oko, tako da smo res prišli do nekega rezultata, ki se mi zdi zelo dober. In kot si pač ti že povedala, je zanimivo, kako se ta roman umešča v istrsko trilogijo, torej kako imamo
Materada pač je že prevedena, to je avtorjevo prvo delo in s tem delom on takoj udari pač v ta svet istrskega eksodusa in tako dalje, ne. Potem v naslednjem romanu, ki ni še preveden, Dekle iz Petrovje, tam imamo pa dve zgodbi, ne, ki sta en čas paralelni, se pa tudi dotikata ena druge, ne. Ta roman je pa poseben, ker bi lahko bilo, bom rekel tako, dogajanje napisano na morda eni četrtini, eni petini celo vsega besedila, ampak avtor nalašč vpleta vse te opise, predvsem narave. No, in zato je ta slog zanimiv. Jaz verjamem, da branje te knjige ne bo lahko, ne, torej tisti, ki bo to knjigo bral, si bo moral vzeti čas zanjo, sem pa hkrati prepričan, da bo potem pač z velikim zadoščenjem rekel, da je to knjigo prebral, tudi da je spoznal še nek del Tomice, ki je gotovo različen od tistega, kakor smo ga v slovenščini poznali doslej, no, zato ker pač prevodi so bili, ne bom rekel selektivni, ampak seveda se največ prevajajo tisto, kar zadeva Slovence, potem morda roman o škofu Bergeriju, ne, zelo prihaja s severa. Kar se tiče, če vzamemo Materado pa te tematike istrskega eksodusa, mislim, da je to prvo tovrstno delo, ki izide v slovenščini. Seveda tudi Tomica. Ja, če se mogoče navežemo še na slog in počasi pridem potem do same vsebine, da bi preveč razkrili. Najbolj znan predstavnik novega romana na Slovenskem je gotovo Rudi Šeligo s svojim triptihom Agate Švarc-Koblar. Ampak, če primerjamo ta Šeligo roman z Akacijevim gozdom, opazimo kar nekaj razhajanj. Se pravi, Akacijev gozd gradi na fragmentu, na nekem neosebnem opisovanju zunanjega sveta, pa vendar se vse skozi zdi, da to opisovanje vseeno ni tako neprizadeto. Zavest tega protagonista je, kot da je raztreščena na majhne koščke, ampak vsak ta majhen košček, kot da bi odslikaval neko večjo celoto. Na horizontu vseeno ni niča. Zdaj, francoski začetniki novega romana so želeli povsem zaobiti to osebno noto, se pravi osebno izpovednost. Fulvio Tomica je v svojih romanih zelo osebno izpoveden, marsikje zelo avtobiografski in tudi v tem kratkem romanu, tem modernem romanu, enem redkih mogoče njegovih modernih romanov, vendarle ohranja nekaj prizadetosti, nekaj avtobiografskosti. Roman pripoveduje zgodbo, do katere ta avtor ni ravnodušen, in to zgodbo jaz berem kot zgodbo o izgnanstvu in naposled o smrti. Kar bi te vprašala je pravzaprav to, kako beremo to zgodbo danes, ko so teme, kot je recimo hrepenenje, domotožje, smrt, na nek način odrinjena na rob doživljanja sodobnega človeka, ki poskuša bolj kot občutiti in doživeti, to zahteva ta roman, da ga doživimo, da ga čutimo, predvsem želi razumeti, dekonstruirati, obvladati. V tem smislu se mi zdi Akacijev gozd osebno izziv in bi te vprašala pravzaprav, kako te teme prinesti sodobnemu bralcu. Ali bo to mogoče izziv, bo to priložnost, da se zopet nekako soočimo z nekaterimi vsebinami, ki so med nami, ne da bi bile obesedene, pravzaprav ne da bi bile zares artikulirane. Ja, to je gotovo izziv, ker ko govorimo pač o eksodusih, migracijah in tako dalje, tukaj imamo pač zgodbo nekoga, ki si želi umreti na neki zemlji, ki seveda na domači zemlji ne more umreti, ne more biti pokopan vanjo, ampak si želi vsaj umreti na zemlji, biti pokopan na zemlji nekih prijateljev. To bi lahko danes usporedili z marsičem. Mislim, da ni minilo še eno leto od takrat, ko so v gozdu pri Ilirski Bistrici našli migranta, ki je imel visoko vročino in potem umrl pač v izolski bolnici v iskanju nekakšnega boljšega sveta. Torej,
Ta človek ni seveda prišel k nam umirati, je hotel pri nas živeti, medtem ko je tukaj v Vakacijevem gozdu zgodba seveda različna. Lahko bi, če se naveže na tvoje izhodišče, tudi malo razmislili o današnji vlogi literature, ne? Torej, kakšna naj bo književnost danes, ne bo samo taka lahka, lahkotna, berljiva, taka, ki se lahko prodaja, ne? Marsikaj gre v to smer. Ta roman mislim, da ne spada v to kategorijo, ne? Kot sem že rekel, ta roman ni lahek, zahteva izredno koncentracijo od bralca, zahteva od bralca morda tudi neko poznavanje nekega zgodovinskega ozadja, hkrati pa obravnava neke zelo splošne, bom rekel, arhetipske teme, ne, ki se tičejo vsakega od nas, ne, ker vsak od nas se pač rodi in kar ne izbira, kje in kdaj se bo rodil, ne. Lahko pa, ne, če ima to možnost, izbere, kje bi umrl, ne, in to se pač dogaja tudi v tem romanu. Jaz sem se malo izgubil, torej, to se dogaja v tem romanu. Literatura sodobna. Kako? Sodobna literatura, ne bo samo berljiva. Ne, torej sodobna literatura, vsaj po mojem mnenju, čeprav vem, da grem tukaj proti toku, ne, nima neke naloge, da je berljiva in tako dalje, čeprav vemo, da tudi založbe težko preživijo na trgu in vsakdo hoče pač bi želel izdajati čim več tega, kar se bo prodajalo. In dejansko, kot sem že povedal, se ta roman dogaja po drugi svetovni vojni, protagonisti pa so istrski jezuli, ne, torej ljudje, ki so po leta 1954, torej ko je bilo svobodno tržaško ozemlje razdeljeno med Italijo in Jugoslavijo, zapustili svoje domove, delno zaradi tamkajšnjih pritiskov, delno zaradi vabil, predvsem pa zaradi tega, ker jih je čakala neka negotova prihodnost. In tukaj so bile odločitve tudi težke, ne. Nekdo se je odločil pač, da bo ostal, drugi se je odločil, da bo šel. In jaz mislim, da je dobra literatura tista, ki zna nagovarjati bralce vsakega časa. In mislim, da Tomica tudi več kot 20 let po svoji smrti nas še vedno nagovarja. Glede Tomice bi poudaril recimo to, da je njegova življenjska usoda zanimiva iz tega smisla, ker marsikdo, ki si je želel uresničenja svojih idej, teh idej ni dočakal, ne, kot recimo tudi Tomica, ki je umrl preden bi se te meje, ki danes žal spet stojijo zaradi covida, ne, ampak preden bi se to uresničilo, da bi te meje padle. In če lahko primerjam, oziroma zdaj se mi je pač prišla na misel neka primerjava, kot je vedno aktualen Tomica, če vzamemo pač slovensko književnost, je vedno aktualen Kozbek, prav v teh dneh s svojimi dijaki v šoli obravnavam njegovi dve noveli iz dela Strah in pogum. In dejansko tam avtor razpravlja oziroma piše o stvareh, kot so smrt, izdajstvo, prijateljstvo, vest in tako dalje, ne. In torej literatura, ki je nastala v preteklosti in ki nas nagovarja še danes, tudi ni bistveno morda v katerem času in v katerem kraju je nastala oziroma v katerem času in o katerem kraju piše, ampak če je univerzalna, bo pač zmogla nagovoriti vsakega bralca, ki je količkaj, bom rekel, tudi zna brati literaturo malo bolj globoko. Primož Sturman, hvala za pogovor. Akacijevemu gozdu pa želimo srečno pot med bralce.